Čas je potekel, memorandum med ZDA in Iranom je potekel brez dogovora za konec vojne. Kdo bi si mislil? Jared Kushner se v Egiptu sreča s predstavniki Hamasa, medtem ko izraelski vojaki na fronti v Gazi pravijo, da teroristi izkoriščajo pravila delovanja in preizkušajo prekinitev ognja. Ali ponovno gledamo opozorilne znake za nov 7. oktober in jih spet ignoriramo? In za boljše novice. Flotila, namenjena v Gazo, je naletela na še eno oviro. Dobesedno. Dobrodošli nazaj vsi skupaj tukaj v našem studiu v Jeruzalemu s svojo čudovito ekipo. Danes pa razpravljamo o precej resnih stvarih. 60 dni, kdo bi si mislil? Iskreno povedano, se sploh ne spomnim, kdaj je rok začel teči, kdaj se je ustavila, ali se je ponovno začela pred 2 tednoma, ali pred 1 tednom, ali pa se morda spet začenja. Bistvo je, da se je ta rok danes iztekel. Kaj to pomeni? Ali je dejansko dobro, da Trump pridobiva na času in ekonomsko duši Islamsko republiko? Ljudje se res soočajo s pomanjkanjem in težavami. Država pa morda kmalu ne bo več mogla plačevati svojih vojakov. Ali pa nas zaradi hormuške ožine samo zavajajo in si kupujejo čas? Ali Trump samo čaka na vmesne volitve, kar je moj občutek? In kaj se bo zgodilo potem? Emilija, kaj se dogaja z Iranom? In ali iztek tega 60-dnevnega memoranduma sploh kaj pomeni? Ne, mislim, da ne. Mislim, da ni pomenilo nič, že na začetku. Očitno Trump poskuša pridobiti čas. Prav tako mislim, da je to najverjetneje zaradi vmesnih volitev. Še vedno to zavračam, še vedno mislim, da to ni sprejemljivo, čeprav razumem zakaj. Ampak situacija v Iranu je zdaj res katastrofalna, z gospodarskega vidika. Mislim, ljudje si dobesedno ne morejo privoščiti kruha. Zagotovo si ne morejo privoščiti stvari, kot je meso. In to ni revna država, prav? To je država bogata z viri, zelo izobražena in zelo napredna. Ni tako, kot v nekaterih drugih državah, o katerih slišimo v takšnih situacijah. Nikoli ne bi smelo biti tako. In vendar, veste, ljudje ne morejo, kruh plačujejo na obroke. Svojih družin dobesedno ne morejo nahraniti. Valuta je v hiperinflaciji. Inflacija je zdaj na tej točki. V Iranu primanjkuje tudi energije, eni izmed držav z največ energetskimi viri na svetu. Uvažajo plin za ljudi v Iranu. Mislim, to je res katastrofalna situacija. In to je zaradi ameriške blokade. Kljub temu ni alternative. Mislim, da ljudje tega ne razumejo, veste? V redu, morda trenutno ne mečejo bomb, ampak to dejansko pomeni, kako ne rečem, velja zelo hud pritisk na režim, do te mere, da bi lahko, če bi se to nadaljevalo, celo zrušilo režim. Ampak ljudje bodo kmalu na ulicah, če se bo to nadaljevalo. No, to je tisto, kar pravim. Leta 1979 so bili eden največjih motivatorjev za zrušitev šaha bazari. Bazari so poslovni razred. Mislim, a niso že na točki, ko bodo prišli ven? Ja. Kaj bo potrebno? Kaj bo potrebno? Ja, no mislim, da tukaj ni problem v tem, da ne bi prišli ven. Že smo videli manjše proteste med vojno, po vojni, tega je bilo že nekaj. Ampak vsakič, ko se to zgodi, veš, pripeljejo IRGC in streljajo na ljudi. In krutost do iranskega ljudstva se skoraj vsak dan povečuje. Skoraj vsak dan je predlagan ali sprejet nov zakon, ki še bolj zatira iransko ljudstvo. Veš, pred nekaj dnevi so rekli, da je celo kritiziranje usmrtitev kriminalizirano. Zdaj uvajajo še več zakonov. Očitno ni svobode izražanja, svobode zbiranja, nihče ne sme protestirati. Pravzaprav izvajajo celo manjše ukrepe, kot je tlakovanje ulic s tlakovci, da ljudje ne bi šli ven. Torej, ne zato, da ne bi šli ven, ampak zato, da lahko sile IRGC in basi hitreje pridejo do lokacij brez ovir. Mislim, to je noro. Do kakšnih skrajnosti grejo, da bi preprečili kakršenkoli protest. Res je noro. In vendar, Šošana niti omembe ne dobi v novicah. Kakorkoli. Mislim, najbolj noro je to, veš, da praviš in ni ničesar. Edino, kar morajo narediti, je reči, veste kaj, želimo samo voditi svojo državo. Nočemo širiti terorja po svetu, nočemo nikomur škodovati, nočemo jedrskega orožja. Vse, kar želimo, je voditi svojo državo. In vse bi bilo končano danes, prav danes. Ampak tega ne bodo naredili. Torej to je tista nora stvar, da je vse trpljenje njihove države povzročeno samo, se pravi ne strani ljudi, ampak seveda strani režima. In vse, kar bi moral režim narediti, je samo reči, ja, veste kaj, prav, živeli bomo v miru s preostalim svetom in bomo igrali pošteno. Veste, igrali bomo po pravilih igre in tega nočejo storiti. Ker gre za ideologijo, kaj ne? Prav, gre za džihad, gre za globalni džihad. No. Glej, Emily, govorila si o iranskem ljudstvu. In veš, žalostno pri tem je, jasno je,
Kot Izraelci, ki so leta govorili, glejte, šli bomo v zaklonišča, trpeli bomo vse te posledice, samo dokončajte delo. In iransko ljudstvo. V bistvu pravijo v redu, Trump in Netanjahu, prosim, pretrpeli bomo to obdobje, če le dokončate delo in nam pomagate. In mi bomo strmoglavili režim, ampak morate nam pomagati, sicer bomo poklani. In res so bili potrpežljivi. In rekla bi, predstavljam si, da jim počasi zmanjkuje potrpljenja. Ker način, kako predsednik Trump ves čas govori, se jim zdi, kot da jih je zapustil. Morda ne potrpljenja, ampak upanja. No, v bistvu oboje. Tako bi se jaz počutila. Počutila bi se kot da v redu, bilo je vse to bombardiranje in potem nenadoma premirja. In ja, gospodarski pritisk je res ključen, to je res. Ampak, kot si poudarila, to ne prepreči revolucionarni gardi, da jih postrelijo. Ker bodo uporabili svoje zadnje orožje, svoj zadnji naboj, in to še ne bo njihov zadnji, ker jih verjetno oskrbujejo Kitajska, Rusija. To je tisto. Ljudje iz režima v resnici ne stradajo. Iransko ljudstvo pa. Ja, ampak vprašanje je, če v redu, torej IRGC bodo še vedno dobivali svoje plače in denar in vse ostalo. Ampak morda pa redna vojska, ali ne potrebujejo redne vojske za ohranjanje reda in miru? Ni samo IRGC. Imajo Basič in imajo redno iransko vojsko. Na neki točki ne bodo mogli več izplačevati plač, kaj ne? Na neki točki ne bodo več pošiljali denarja v tujino. Še vedno pošiljamo denar Hezbolahu? Ja, Aha, zagotovo ga še zato je vedno pa denar. pošiljajo. Ja, no, za terorizem je vedno denar. To je prednostna naloga številka 1. Prednostna naloga številka 1. Ampak res je, škoduje celo vojski in tudi IRGC. Škodi jim, samo ne škodi jim še na ravni, ki bi jim onemogočila delovanje. Ali prebeg. Prav, potrebujete tudi prebeg. Ja, to je to. Mislim, da je bil to prestolonaslednik, Reza Pahlavi, ki je začel to vrstno bazo podatkov o prebežnikih, mislim, da pred letom ali dvema, da bi jih začeli zbirati. In obstajalo je resnično upanje, da obstaja kritična masa ljudi, ki pravijo, veste, ne bomo streljali na svoje ljudi na ulici. Mislim, ali so sile zla res popolnoma prevzele oblast, ali pa se te ljudje zdaj borijo za svoj obstanek. Kot ali amnestija ne bi pomagala. Jaz tega preprosto ne razumem. Lepo, ne, mislim Amnesty International. Pravim, da jim ponudimo amnestijo. Ali to ne bi pomagalo ustvariti več? Poanta je, kako lahko od konca nazaj načrtujemo njihov padec. No, problem je v tem, da je Islamska republika zelo spretno zamenjala vse višje položaje Ateša, dejanske vojske, ne IRGC-ja. To je problem. Mislim, da je tudi poveljnik oboroženih sil sorodnik enega od vodij, ki si želijo šole. Res so prevzeli oblast. In prestolonaslednik Reza Pahlavi ima res več 10 000 ljudi, ki so prebegnili. Problem pa je, da te ljudje niso tisti, ki so na oblasti. Kako se lahko združijo kot enotna sila, če imaš nekoga tam, nekoga tam, nekoga tam? To je problematično glede izvedbe, kolikor vemo. Lahko pa obstaja še več, česar ne vemo. Ampak mislim, da je največji problem tukaj in največja ovira za napredek iranskega ljudstva ta, da nimajo orožja. Na koncu koncev nimajo orožja, da bi se lahko branili. Resnično verjamem, da bi šli na ulice in uporabili orožje, če bi ga imeli, če bi ga potrebovali. To je problem. Vedno so bile govorice in govorice, da je J.D. Vance to razkril. Da smo oboroževali ali da bomo oborožili kurdske sile, ki so dejansko izurjene za boj. Oni so se urili, so vojaki. Kaj se je zgodilo s to idejo? Turčija. Teč, kolikor vemo, tako je. Vedno je Turčija, kaj ne? In ko govorimo o Turčiji in o tem, da se vmešavajo tam, kjer se ne bi smeli, Jared Kushner je v regiji in se je srečal s Hamasom. Da, dame in gospodje, srečal se je s teroristično skupino, ki naj po njihovem 20-točkovnem načrtu ne bi imela nobene besede pri prihodnosti Gaze. In sem mislila, po 15-točkovnem načrtu sploh ne vem več, o koliko točkah govorimo. In vendar, ameriška vlada daje legitimnost tej teroristični skupini, ki je odločena uničiti celo državo in vse Jude po svetu, vključno z Jaredom Kushnerjem. Sedijo z njimi, vedo, o tem veliko pišete. In morda, veste, bo rekel, no, moraš sedeti s svojimi sovražniki, zdaj bom sedela z drugo stranjo. Poskušamo doseči konec, poskušamo razorožiti Hamas. Najprej, veste, vsi vedo, da tega ne mislijo resno. So lažnivci, so morilci, so posiljevalci. Zakaj bi torej verjeli, da se bodo razorožili? Drugič, celo v 15-točkovnem načrtu piše, da lahko obdržijo obrambno orožje. Kaj za vraga je obrambno orožje? Naj mi nekdo pove, je Kalašnikov obrambno orožje? Kaj upa, da se bo tukaj zgodilo? In to sem brala danes zjutraj.
Tukaj je nekakšen umazan trik, da bi Izrael stisnili v kot z vsemi arabskimi državami, ZAE in s Turčijo, ne da bi imeli ali bi morali imeti vpliv na nas. Ampak vse države v regiji pritiskajo na Izrael, da sprejme ta 15-točkovni načrt. Čeprav zaporedje ni, da se najprej razorožite in potem mi umaknemo. Ne. Mi se bomo razorožili nekega dne. Vi se umaknite. V redu. Torej, najprej, zanimivo je, da tudi ko pravijo, da se bodo razorožili, pravijo, da se ne bodo znebili orožja. Dali ga bodo v skladišče, v tehnokratsko zamenjavo za režim v Gazi. Beži, prijatelj. Vodeno strani Hamas, ali celo palestinske oblasti, Fatah, ki je prav tako slab. Ampak tukaj je stvar. Obstajata dve, lahko bi rekli, interpretaciji Jareda Kushnerja in Steva Witkoffa. Ja? In dajmo tisto bolj, recimo, sovražno razlago. Prav, da imata resne ekonomske interese, predvsem v Katarju in tudi drugje. In to vodi vse, kar počneta. Zdaj recimo, da želite reči, to je teorija zarote. V redu. In želite dati bolj velikodušno razlago. Ja, bolj velikodušna razlaga je, da sta bedaka. In na enak način, kot je bila Izrael bedasta vsa ta desetletja, s tem, kar bi imenovali koncepcija. Ta ideja, da obstajajo ti zlobni sovražniki. V redu, kako bomo torej z njimi sklenili mir? Ena možnost je, da se z njimi boriš, nato pa rečeš, pojdimo za pogajalsko mizo. In rečeš, dajmo jim orožje in policijo, pa nas bodo imeli radi. In to se dogaja že od samega začetka države Izrael. Običajno je bilo, celo leta 1948, tako. V Izraelu je bil razkol med tistimi, ki so rekli, morate vstopiti v deželo Izrael z železno roko. In drugimi, ki so rekli, ne, dajmo Arabcem njihovo zdravstveno oskrbo in bomo prijazni do njih, potem pa bomo vsi živeli srečno do konca svojih dni. Zato pravim, da je bolj velikodušna razlaga ta, da Jared Kushner in Steve Witkoff živita v sanskem svetu glede Bližnjega vzhoda. Torej je to bolj velikodušno, kot pa da imajo gospodarske interese, ki jih vodijo. Mislim, da je oboje. Pravzaprav mislim, da so neverjetno prijazni. Naivno. Očitno je, da je dokazano, da imata tako Steve Witkoff kot Kushner resne ekonomske interese v Katarju. Ali to vpliva na njuno odločitev, prepustim vam, da presodite. Vendar je zelo jasno, da nobeden od njiju resnično ne razume mentalitete Bližnjega vzhoda, saj so vsi, s katerimi sodelujeta v arabskem svetu, elita, elite. Nimam pojma. Steve Witkoff veste, katarsko elito zelo dobro. Ne pozna ljudi iz Gaze, ki so 7. oktobra vdrli v Izrael in izvedli množične posilstva ter ugrabitve. Tako da sploh nimajo pravega pogovora. Pojma nimajo, s kakšnim ekstremizmom se Bližnji vzhod v resnici sooča. Bi ga imeli, potem, ko so se pogajali z Islamsko republiko Iran in pravijo, da so te ljudje že od začetka pogajanj rekli, imamo 11 bomb, veste, jedrskih bomb. Mislili bi, da bi se do zdaj že zbudili, kaj ne? Ne, sediš s katarskimi poslovneži, pa še vedno niti ne razumeš. Ne razumeš. Ker niso odkriti glede svojega pravega sistema prepričanj. Oprosti, tukaj sem že 20 let, prav? V tej državi sem že več kot 20 let. In še vedno mi je težko razumeti, da jim ni mar. Ne želijo miru. Ne želijo, da bi njihovi otroci imeli prihodnost. Želijo uničiti Izrael in to je njihov življenjski cilj, ker je ta svet zelo začasen. In pravi svet je svet, ki prihaja. In tam bodo srečali Mohameda, mučenike, device in vse ostale. In otroke, ki jih imajo, žal ne vsi, ampak preveč staršev vidi svoje otroke kot vojake v tej vojni. Prav? In meni je še vedno zelo težko in živim tukaj. Zato mislim, da 2 ameriška juda, ki sta precej premožna in imata privilegiran življenje, absolutno ne razumeta Katarcev, Gazanov, kogarkoli in oni ne bi smeli biti tisti, ki odločajo. Tako je. No, ne vem, ali so prejeli poročila. Prepričana sem, da Izrael dobro opravlja svoje delo ali pa se trudi dobro opravljati svoje delo in jim sporoča, kaj se trenutno dogaja. Pred kratkim je izraelski tank odkril eksplozivno napravo Hamasa, ko je zapeljal čez njo. Hvala Bogu, da ni bil noben vojak ubit. Ne ustavljajo se. Ni nobene čarobne demilitarizirane cone, ki bi bila zdaj očiščena teroristov, bomb in min. To se ne dogaja. Dogaja se to, da so še vedno oni glavni, dogaja se to, da še vedno zatirajo svoje ljudi, še vedno kradejo humanitarno pomoč, zdi se, da so mnogi med njimi zelo dobro prehranjeni. Veš, zato se sprašuješ, kje je lakota. Trenutno odpirajo visokotehnološke telovadnice v Gazi in elitne klube. Medtem, ko so njihovi rojaki v šotorih.
ker tako izgleda kleptokratski teroristični svet džihada. Tako je videti v Iranu, tako je videti v Katarju in tako je povsod. In veš, kaj je najbolj žalostno? Da so se v Ameriko že infiltrirali z vsemi temi politiki in DSA. Dobesedno so že na njihovem pragu. Že prevzemajo Evropo. Smo edini ljudje, ki imamo oči na široko odprte? Ne vem. Skoraj, ja. Skoraj končano. Ja, in Iranci, da. Točno tako. Ljudje v Iranu, mimo grede, veš, ko si omenila elite, vse, kar počnejo, je, da sedijo s temi elitami. Ampak veš kaj? Spet so neumni, ker imajo te elite enak džihadistični pogled na svet, kot vsi ostali v njihovih državah. Seveda ne mislim iranskega ljudstva. In zakaj to pravim? Videli smo to znova in znova, da je ena stvar, ki jo imajo džihadisti pred Zahodom, ta, da oni Zahod razumejo bolje, kot Zahod razume njih. Tako da vedo točno, dobra opaska, katere besede uporabiti. Naučili so se, veste, jezika miru. Točno to so zdaj naredili. Stvar pri njih je, da sovražijo Zahod, deloma iz mnogih razlogov, ampak tudi zato, ker je Zahod preveč liberalen. Z geji in z vsemi možnimi stvarmi ter pravicami žensk. Tako da po eni strani to sovražijo, po drugi strani pa to izkoriščajo, uporabljajo in vedo, da je vse, kar morajo narediti, da rečejo stvari, kot so. To so črnci proti belcem, ali pravice žensk, ali človekove pravice. Ne verjamejo niti za sekundo, ampak razumejo, da to zadene vse občutljive točke Zahoda in so pri tem zelo pametni. In neverjetno se mi zdi, da kljub vsem našim, veste, znanjem, na koncu izgubimo v tej posebni vrsti bitke. No, mislim, da je še bolj zanimivo to, da smo prav to, kar pravite, opazovali pri levici že vrsto let. Udirali so v levico, uporabljali so jezik levice, Black Lives Matter in vse te pobude, proti katerim so v resnici. So rasisti do temnopoltih ljudi. So diskriminatorni do gejev. Mislim, v Katarju je za geje smrtna kazen. In vendar bodo imeli AJ+ v Ameriki, ki bi moral biti registriran kot tuji agent, pa ni. Ministrstvo za pravosodje jim je to naložilo, pa tega še vedno niso storili. Ampak ustvarjajo videoposnetke o pravicah LGBT. Ste resni? Vem. In Al Jazeera, arabska, in Al Jazeera. Dve različni stvari. Ja. Angleščina je zelo pluralistična, ja, seveda. Al Jazeera v arabščini je preprosto pri Alžiriji ne izbira besed. Bom si nekaj izmislila. Toda, kar je nesprejemljivo, je to, da nam govorijo, kaj naj naredimo. In naši lastni vojaki poročajo o tem, kaj se dogaja. Spet imamo ženske na prvi liniji, ki gledajo zaslone in pravijo, da se nekaj dogaja. In imate visoko usposobljene vojake v Gazi, ki pravijo, vidimo jih, kako kopljejo, pa ne smemo streljati. Ker nam Američani vežejo roke za hrbtom. In to je preprosto nesprejemljivo, ker so naši otroci na fronti, ne njihovi otroci. Ampak hotela sem samo reči, da zdaj udirajo v... Ja, to smo že videli, zato to vidiš. Kot nekako iluzorno in ideološko. Nedosledne vrednote na skrajni desnici, celo neonacistični desnici, najprej Amerika, ali celo samo Amerika, kar je nesmisel. Ampak ideja, da je biti proti demokratičnim zaveznikom v regiji in širše, nekako v korist Amerike, da je to najprej Amerika, je zabloda. In že so bili zelo uspešni zaradi ljudi, kot je Tucker Carlson. In to financira Katar, pa tudi muslimanska bratovščina in Turčija. Prav tako so povezani z muslimansko bratovščino. Prejšnji teden je bilo poročilo, da se je Erdoganov bratranec, ki vodi neko turško navidezno neprofitno organizacijo v ZDA, srečal s Tuckerjem Carlsonom. Srečal s poslovnim partnerjem Neilom Finchem. Neil Peter. Mattel se je srečal z vsemi temi podcasti Izrael. Veš, ljudmi iz gibanja America First, ki samo govorijo o Izraelu. Vidiš, zelo natančno z nami. Veš, želiš Ameriko na prvem mestu. Vse, kar počneš, je, da govoriš o nas. Najdi si kaj pametnejšega, zguba. Torej, popolnoma je prežeto. In skoraj je tako, veš, kot da je denar kralj. In kdorkoli je naprodaj, ker te bom kupila. Točno tako, kupila te bom. Samo kupili te bodo. Torej, veš, samo da dodam k Šašanini točki o tem, kaj se dogaja na meji z Gazo in z vojaki ter opazovalkami, ki delajo in opazujejo teren. Ni samo to, da ZDA vežejo roke Izraelu in da Netanjahu poskuša manevrirati. To je tudi izraelsko vrhovno sodišče, ki veže roke Izraelu. In to je povezano s pravili delovanja in kdaj ni dovoljeno streljati. In to je veljalo tudi pred 7. oktobrom. Bilo je toliko odločitev visokega sodišča, kdaj ni dovoljeno streljati. In zakaj je to zdaj pomembno za to razpravo je, da smo trenutno vpleteni, prav tako smo pred volitvami.
ZDA so pred umestnimi volitvami. Izrael je pred splošnimi volitvami oktobra in veliko ljudi še vedno verjame, da je ta pravosodna reforma zaradi takšnih stvari, med drugim, je ključno, če ne celo najpomembnejše vprašanje prihajajočih volitev. Mislim, da je smešno, da se vmešavajo na tako podrobni ravni v pravila delovanja za vojake, ki so tam, da branijo našo državo. To je popolnoma smešno. In se strinjam s tabo. Popolnoma se strinjam s tabo. Ne mislim, da je bil način, kako se je vlada lotila pravosodne reforme, pravilen. Mislim, da bi morali to narediti na pametnejši način. Ampak pri takih stvarih, ko gre za nacionalno varnost, res čutim, popolnoma nesprejemljivo je, da so nam roke zvezane zaradi neizvoljene skupine ljudi, ki niso na terenu in ne vedo, kaj se dogaja z našimi vojaki. Njihova življenja bi morala biti na prvem mestu in to se mi zdi res, res zaskrbljujoče. Ampak, da preidem na bolj vesele novice, dansko ladjo z imenom Handala 2 so ustavili v Nemčiji, potem ko je trčila v pomol in utrpela precejšnjo škodo na motorju. Ladja je predtem odplula iz Danske s propalestinskimi aktivisti, ki so poskušali prebiti izraelsko pomorsko blokado Gaze. Nemška policija preiskuje posadko ladje zaradi poškodovanja nemškega pristanišča. Ti ljudje govorijo o lepi zgodbi. Ne, resno, to je kot karma. Rada vidim, ko je karma tik pred mojimi očmi. To je pomirjujoče. Kupna stopaških bedakov, ki so bili indoktrinirani, modrolasi, veš, z dlakami pod pazduho in brez tuširanja, so šli na ladjo, da bi prebili pomorsko blokado. Zaradi česa? Ne vem. Niti ne govorijo o tem. O humanitarni pomoči ne govorijo več. Hočejo samo prebiti blokado. Mimogrede, nikoli ne obtožijo Egipta, da napada Gazo. Absolutno. Vsa ta leta. Ne. Pravijo, da moramo prebiti izraelsko blokado. Vse, kar mora Egipt narediti, je odpreti vrata. Zdaj bodo odprli svojih 5 vrat. No, moj najljubši trenutek je bil, ko so poskušali iti skozi Egipt, da bi dostavili pomoč. In pojavili so se vsi ti prizori, kjer si neumen Evropejec. We just want to help the Gazan people and the Egyptians. Poglej to. Pretepali so jih. Rekli so, pomagajte nam osvoboditi Palestino. Ja, ti šibki stari bedak, ti jo boš osvobodil. In Egipčani so bili kot, kakšna neumnost. Tudi v Libiji so jih 1 mesec zadrževali v taborišču. Mimogrede, Nihče ne govori o Izraelu. ne, govorim o tem, da je bila človeška flotila. To je človeška flotila. Z drugimi besedami, neki bedaki so hodili po Afriki in Bližnjem vzhodu in so pristali v zaporu. O njih se ni nič slišalo v Libiji. In potem so se njihovi prijatelji spraševali, kje so naši prijatelji? No, ker ne pristaneš v demokraciji, kot je Izrael, ki te pridrži in te izžene iz države, ter ti da mesni sendvič. Ja, ti, vegetarijanka. Greta Thunberg, kakorkoli, samo mislila sem, da je to lepa, lahkotna zgodba, da nas spravi v razpoloženje za naš najljubši segment Baraba tedna. Toliko Barab, tako malo časa. Ruti, že dolgo nisi imela replike. To je res. In žal, kot sem že rekla v tej oddaji, je veliko lažje najti barabe in junake, kar tudi je. Res je, veš, začneš teden. Moje barabe tedna so nenavadne. Ima nekaj opraviti z Bližnjim vzhodom na nek način. To sta mati in hči, Mali in Liel Jahlom, ki sta pred tednom dni ali približno 10 dnevi, kakorkoli, njihova družina prijavila, da sta pogrešani. Mati, stara 50 let, in njena 24-letna hči, vem, da se Šošana z mano glede tega ne strinja. Ne strinjam se. Prav, kar nadaljuj. Vem. Preglasovana sem bila. Prosim, povej občinstvu, zakaj misliš, da je to v redu? In potem bomo prišli in te napadli. Ti 2 odrasli ženski sta povedali svoji družini in vsem ostalim, da sta kupili letalski vozovnici za Prago in nato šli z vlakom v Dunaj. In potem sta imeli povratno letalsko karto za Izrael, načrtovano za naslednji teden ali nekaj dni kasneje. Odhodili sta. Pošiljali sta selfije, kako potujeta, in bili v stiku s svojo družino. In potem nenadoma nič. Njuni telefoni se niso oglašali, izgubili sta stik. In njuna družina, ta mama je ločena že 20 let, ima odraslo hčerko in odraslega sina. Ni bila v stiku s svojim sinom, z bratom, s svakinjo in drugimi družinskimi člani. To ni dobro. Potem so minili dnevi in imela je dobro službo v banki in so izginili. Zdaj v Izraelu, ko so nekateri iz družine šli na policijo in povedali, da jih ne morejo doseči, da jih ne morejo najti, in niso se ukrcali na svoj let, povratni let. Ja, in to je v Izraelu vedno znak za alarm, če ne prideš na svoj let. Takoj se pojavi vprašanje,
Ali so bili ugrabljeni? Je šlo za terorizem? Je šlo za zločin? Kakorkoli, obstajali so strahovi za njihovo varnost. Ja, po milijonskem iskanju se je izkazalo, da sta dejansko samo želela začeti novo življenje nekje drugje. Kar je v redu, to je njuna pravica, kaj ne? Ampak namesto, da bi komurkoli povedala, da sta varna, naj jo pustijo pri miru, tega nista storila. In policija jo je iskala, na koncu so jo našli na avtobusu v Argentini. Očitno sta iskala drugo latinskoameriško državo, kjer ni sporazuma o izročitvi z Izraelom. Čeprav izraelska policija in vsi ostali pravijo, da nista storila nobenega kaznivega dejanja. Ampak res nista storila nobenega kaznivega dejanja. Torej, Veš, zakaj sta bežala? Ker si je očitno hči izposodila denar pri Oderuhih in so jo ti hoteli ubiti. In mama se je odločila žrtvovati svoje življenje, da bi rešila hčerko. In zdaj vprašanje, imaš prav. Bili sta neumni, zapravili sta svoj čas. Poleg tega sta vse naredili pod svojimi pravimi imeni, tako da si ju lahko sledil. Vprašanje je, zakaj smo v tej državi v takšni situaciji. In to se dogaja tudi vojakom, da so ljudje tako obupani, da zaidejo v take situacije z Oderuhi. In potem, ne vem, Morda zato, ker nam vlada obdavči več kot 50% vsega. To bi bil en razlog. Ja. no, tukaj se popolnoma strinjam s tabo, to bo baraba za kakšen drug teden. Ampak razlog, zakaj jih imenujem barabe, ni to. Prav, dolgovali so denar in vse to. In spet, naj gresta, kamor hočeta in počneta, kar hočeta. Karkoli že. Ampak zakaj v to vlačiti celo državo? Ampak jaz vlečem samo vsebino. Vlečem državo in se odločim, da grem za njimi. Ker je družina rekla... Smo nekako družina, Hana. ki je rekla, vem, zakaj verjetno bežijo. In Nasilen družina. moški. Morda so bežali pred spolno zlorabo, kaj ne? Ampak govorice niso o tem, ampak o denarju. In ne Ni bilo nujno. nobenih dokazov za kaj takega. Za njih. Pošiljanje selfijev domov in potem zamudiš let. V Izraelu obstaja resnična nevarnost, da bi bile take Ja, ampak stvari če nekdo povezane. beži, da bi si rešil življenje, O, ne, obstaja ampak razlog, ne da sploh samo to. zaupajo. Vladi? Ne vemo. Morda ščitijo svojo družino. Ne vemo. Ampak naj vam nekaj povem. Moj sin, ko je bil moj sin, ki je zdaj že odrasel, ko je imel 5 let, sem bila z njim na igrišču in je izginil. Tekla sem in kričala njegovo ime in bila sem obupana. Seveda sem jokala. In končno nisem imela mobilnega telefona, takrat jih še ni bilo. Nisem imela druge izbire, kot da stečem 4 nadstropja gor do svojega stanovanja, da pokličem policijo in svojega moža. Prišla sem po stopnicah in tam je sedel na vrhu stopnic poleg našega stanovanja. In rekla sem, kje? Rekla sem, moj bog, ne delaj tega, veš, nisem te mogla najti. In on je rekel, vedel sem, kje sem, nisem bil izgubljen, vedel sem, kje sem. Vse, kar pravim je, da so te ženske, odrasle osebe, ki bi morale razumeti, da se jim bo to zgodilo. Ne vem, ali jih je kdo zlorabljal ali ne. In ja, če so imele oderuške posojilodajalce za petami, to vse razumem. Ampak težava je, da niti sporočila niso poslale. Pravzaprav nas bodo šli iskati. Poklicali so konzulat na Dunaju. So tam? Ja. torej, zakaj potem nihče tega ni vedel? Mislim, da zato, ker so rekli, da je bilo tako. To je bilo Ja, narejeno. ne odgovarjajo. Zelo znano. Konzulat tega Ne prinese prejme. rezultata. Načini nesposobnosti. O moj bog, Plasti plasti barv. in plasti. Mislim, da smo v času, ko je antisemitizem res nor. In v Franciji je bil mladenič ugrabljen in zadržan več dni ter mučen. In mati in hči, ki sta bili pretepeni, mati pa je na intenzivni negi. Ja. Je obiskovanje dobrinja. Mislim, da se lahko tukaj naučimo veliko lekcij. Veliko lekcij o različnih vidikih tega. Ampak mislim, da je zadnja stvar, ki jo mora vlada narediti. Zdaj jim grozijo s tožbo za $1 milijon. Kolikor jih je stalo, da so jih našli? Ne. Pravzaprav je to smešno. Že imajo, na primer, posojila. Ne, pravzaprav sem prebrala, da je policija rekla, da ne bodo zahtevali denarja nazaj. Rekla, da bodo vrnili denar iz množičnega financiranja, ki so ga prejeli od neznancev. Torej, mislim, no, To je nekaj. ta družina, njihova družina se zdi v redu. Ne vem, spet, mi ne. In jaz sem samo zaskrbljena za nje. Moraš biti v obupani situaciji, da pustiš svoje življenje za sabo in to narediš. Ja. In mislim, da moramo, če že kaj, moramo razmisliti, kakšna je situacija z Oderuhi tukaj. Ker sem res slišala nekaj grozljivih zgodb. Grozljivih zgodb. Včasih gredo vojaki v vojsko in imajo to, poskušali so pomagati svojim družinam. So izjemno revni. Za njimi je Oderuh. In Mafakeda, poveljnik, se vključi, da poskuša pomagati vojaku pri reševanju posojil. Imamo problem v tej državi. Imamo jih veliko. In imamo problem v tej državi s takšnimi stvarmi. In ker se ves čas borimo za svoje življenje, ignoriramo notranje situacije, s katerimi bi se morali ukvarjati. In to se dogaja v Izraelu. Vedno gasimo požare in ne načrtujemo ter ne delamo stvari, ki bi jih morali narediti znotraj države. Ampak hvala, Ruti, ker je to ustvarilo čudovito razpravo. Pravzaprav bi rada dodala še eno stvar glede tega. Mafijske skupine, in res je,
In eden od teh sektorjev, ki je zaradi tega najbolj negativno prizadet, je arabski sektor. Tudi zdaj, da ciljajo na Arabce. Ja. Integrirani, ki prispevajo k družbi. Tu je recimo mesar. Ena od mafijskih skupin ga poskuša prisiliti v plačilo. In ta arabsko-izraelski mesar je podaril 100 kilogramov mesa vojakom. Ja. In mimogrede, ne gre samo za posojila. On je zaprl. To je Ne samo posojila. zahteva po zaščiti. Niso si izposodili denarja od teh mafijcev. Ti fantje gredo v te tiskovne sekcije in rečejo, pa ja, potem vam ne bomo uničili No las. one's helping those. I know, it's like terrible. We have a It's terrible. protection problem and we need to deal with that. And again, Priročen which is always a izgovor je, hand- da imamo zunanje sovražnike. S tem se moramo spopasti. Kaj se dogaja v Johnovem tednu? Prosim, Če Bog. Bog da, morda v naslednjem vlada. Prav. Emilija, kdo je tvoja baraba ta teden? Moja baraba ta teden je ženska, ki je sestavila video. Naredila ga je sama. Posnela se je sama. Izgnala je ameriško-izraelsko stranko, ker je bila ameriška Izraelka. Poglejmo si ta prizor. Kaj to pomeni? To pomeni, da ste podpisali obrazec za dovoljenje za fotografiranje in snemanje. Nisem naredila nič narobe. Ne, nič ni narobe. Lepo sem vas prosila, vi pa ste kar naprej govorili Izrael, morali govorite bi o me pustiti pri politiki, miru. o vsem tem. Sploh ne. Mislila sem, da imava odličen pogovor o Afganistanu, o kulturi, ki me resnično zanima. Nobenega Lepo je, hvala. občudovalca. In to mi je všeč. Ves čas sem govorila, da je čudovito in da mi je všeč, kar počneš in vse. Ampak jaz, ko ves čas praviš, Lahko rečeš, vrni mi moj depozit. Nisem imela pojma, da boš, ko rečeš stvari, kot naprimer, sem izraelsko-ameriška. In potem rečem stvari, kot so, tega res Nisem ne nič podpiram. rekla, Ali če. ne verjamem v to. Izrael. ampak to si In potem počela. to draga. braniš, kar In je v potem redu, si to še lahko to branila. braniš, kakor hočeš, ampak to je moja stvar, to je moja. To je popolnoma In v redu. jaz se s tem ne Ampak bom morala ukvarjala. bi. Ampak morala bi. Vrni mi mojo varščino. In če je ne vrneš, bom morala ukrepati po pravni poti. Ta ženska, Karini Browse, v Aleksandriji v Virginiji, jim vsekakor pustite oceno. Tako je sprejela to stranko na termin za obrvi. Pogovarjali sta se. Ženska je govorila, je avtorica. Napisala je knjigo, ki je zgodba o afganistanskem fantu in judovskem fantu, ki sta se skupaj pridružila ameriški vojski. Kakorkoli, zgodba o sobivanju in prijateljstvu. In med pogovorom je prišlo do tega, da je ta ženska, avtorica, po naključju Američanka. Izraelka, kar je seveda sprožilo reakcijo pri tej ženski, pri Karini Browse. In ni želela govoriti o Izraelu, čeprav je ženska samo povedala, da je dejansko Izraelka. Ženska je bila še vedno v redu, kot ste videli v videu, ampak prosim, vrnite mi depozit za storitev, zaradi katere sem prišla sem. Ženska je to zavrnila. Zato res upam, da kdo sproži pravni postopek, zaradi tega, ker je to očitno nezakonito. Ampak moj najljubši del pri tem in razlog, zakaj tudi brez poslušanja pogovora verjamem ameriški Izraelki, je zato, ker je ženska, ki ima v lasti trgovino, to je njen video. Ja, sama se je posnela, kako to počne. In v videu opisuje, kako je morala vreči ven to zlobno Izraelko, ki je storila zločin, ker je govorila o Izraelu. To je smešno. In v videu gre še dlje, ko govori o tem, da noče govoriti o politiki. In velike teme jo vznemirjajo zaradi genocida nad Palestinci. In ona noče politike v svojem studiu, kar bi bilo popolnoma smiselno. Razen dejstva, da si posnela video o politiki, snemala stranko in ga nato objavila na svojih družbenih omrežjih. Kaj sploh govoriš? Nočeš govoriti o politiki. Dobesedno si svoj posel spremenila v politični spor. Seveda ne verjamem niti besede, ki pride iz ust te lažnivke. Je ogabna rasistka. Morali bi jo spraviti v posel in jo tožiti do propada. In to je moja baraba tedna. Zelo zasluženo. In počakaj, zdaj bo verjetno začela zbirati sredstva preko množičnega financiranja. Seveda. Da bi lahko naredila več očesnih zrk, obrvi ali morda pa vzdušnih dlak. Kakorkoli, ogabno. In žal, tega vidimo vedno več povsod. Ja, povsod po svetu. Postalo je nekaj običajnega sovražiti Jude, izključevati Jude. Spet smo tam, kjer smo bili pred toliko generacijami. Spet smo tam, kjer smo bili. In nekako mislijo, da je pravica na njihovi strani. Ne vem več, kaj naj si mislim. Šošana, kdo je tokrat tvoj izmeček? No, imam še eno žensko barabo. Bini Štanvir. Bini Štanvir je očitno njeno ime. In ona imamo video, ki ti ga bom pokazala. Če ga še nisi videla, bi ga morala videti. Ta judovska zdravnica tukaj sedi in jo nadlegujeta, napadata ter verbalno zlorabljata dve osebi, ki ju na kameri ne vidiš. Ampak jaz imam njeno sliko, ker raziskujemo. Bilo je na nekem dogodku na mestnem trgu. Veš, prebivalci lahko govorijo v Chicagu in ona dejansko sedi. Veš kaj? Poglejmo si kar skupaj. Prosim,
Prosim, prosim. Nočemo se pogovarjati s tabo. Preprosta prošnja. Zato je zamaskiran. Ja. Poglej igračo za dojenčke, kot si ti. Teroristka. Morilka dojenčkov. Si cionistična rit. Zato. Sem cionistka. Prepoznavanje to se barv gotovo vašega razume. dojenčka. Barva dojenčka. Vsi vedo, kaj je cionizem. To ni otrok. To je ubijanje dojenčka. Genocida. Vsi smo to videli. Gledali smo to. Prenos v živo. Napačno črkovanje. Prenos v živo. 4 leta samomora. 76 let Wow, okupacije in naseljevanja. Dojenčki, samo 78 izgovarjamo let besede, naseljevanja, kaj ne? oni. Preberi to. Ne Hamas. Ja, Ampak no, moraš prepričana prebrati, sem, da potrebuješ, ni namen preberi brati številke. števil. Cionistka, utihni. Torej, ta genika se tukaj ne ustavi. Sledi mu iz sestanka in kriči: Morilec otrok, morilec otrok, žareči morilec otrok. Kot da je kot neka lutka, ki preprosto ne more utihniti. In njen prijatelj je ves zamaskiran in pokrit, ker zakaj bi pokazal svoj obraz? Ja, seveda. Tako da ona kriči: morilec otrok, genocid, genocid, ker se samo ponavljajo. In ta zdravnica tam sedi in ostaja zelo mirna, ja? Česar jaz nikoli ne bi mogla narediti. Ja, in samo povedati hočem, Beniš, imaš neverjetno sposobnost, da papagajsko ponavljaš vsako teorijo zarote, ki si jo slišala na spletu, ker govoriš več minut. In imela sem to nesrečo, da sem te gledala, kako se dobesedno ponavljaš. In moj najljubši trenutek je, ko rečeš: in moji davki, moji davkoplačevanski dolarji financirajo vaš genocid. Kot ja, ali si lahko samo pogledaš, kaj je tuja pomoč in ugotoviš, kako deluje, ali razumeš, bi mi lahko naredila uslugo. Ne pridobivaj informacij od recimo gospe Rahel, dejansko poglej na spletu, ampak ne na TikToku. Kakšen zanesljiv vir, kako deluje tuja pomoč in dejstvo, da je tuja pomoč, ki jo plačuješ svojim, sem prepričana, milijonom davkoplačevalskih dolarjev, dejansko porabljena v tvoji državi. Torej imaš korist. Združene države Amerike imajo korist od tega paketa tuje pomoči. In iskreno ljudi, kot si ti, imam za dno družbe. Nimaš niti ene svoje osebne misli, nimaš niti ene možganske celice, ki bi jo lahko uporabila. Samo ponavljaš se in nadleguješ svoje sosede. In upam, da boš nekega dne pristala v njegovi urgentni ambulanti, ker te bo on zdravil, saj je dostojna oseba. In potem lahko pogledaš osebo, ki ti je rešila življenje. In imaš dovolj spodobnosti ali pa nesramnosti, da mu v obraz rečeš, da je morilec otrok, potem, ko je poskrbel zate. Ker točno to bi on naredil. Ja, cionistka ji bo rešila življenje. Cionistka, točno tako. Ona samo gre. Stvar je v tem, da ne gre samo za zunanjo pomoč, pri kateri so tako nesposobni, da jo ponavljajo. Mimogrede, vsi ti ljudje na levici in desnici verjamejo v iste mite, Otomanski vztrajajo avtomat, pri Osmanih. Ja, samo vztrajajo. Ponavljajo stvari, ki so dokazano napačne, a jih še vedno trdijo. Tudi ta trditev o genocidu. Številke se ne ujemajo. Mislim, ljudje ves čas pravijo, da je Izrael uničil vse stavbe v Gazi. Prav. Če bi Izrael uničil vse stavbe v Gazi in bi šlo za genocid, bi poskušali izbrisati vse palestinsko prebivalstvo. Zakaj potem le 70 tisoč žrtev v konfliktu, domnevno, 70 tisoč žrtev v konfliktu, kjer je na istem mestu 2 milijona ljudi? In 50 tisoč od njih so teroristi. Seveda, Govorim seveda. o žrtvah. Če ne bi bili, to nima smisla. Številke se ne ujemajo. To ne dokazuje, da obstaja namen izbrisati Palestince. Ni pomembno, samo prizadeti nas želijo. V Sudanu se dogaja pravi genocid in nikogar ne briga. Ja, ne. In to je bistvo. To so dvojna merila. To kaže, da ste vsi antisemiti. Pred 80 leti bi bili antisemiti. Pred 150 leti bi bili antisemiti. To so isti poraženci in še danes ste antisemiti. V redu. In če govorimo o še enem izmed teh krasnih likov, da, moj izmeček tedna je športna komentatorka v Španiji, ki se imenuje Lourdes García Campos. No tole. Lourdes García Campos je komentatorka, ki ima grdo navado, da ko predstavlja športnike pred dirko, pred tekmovanjem, na skrivnosten način izpusti izraelskega športnika. Vse je postalo zelo očitno, ko je to naredila Omriju Šifu. In bilo je takšno ogorčenje, da je šla in se opravičila. Razen, da očitno ima grdo navado, da to počne večkrat. Ni šlo le za en spodrsljaj, ko si pozabila na našega Omrija. Ne. Pozabila si tudi na Advo Cohen. Pozabila si tudi na Gala Arada, vse športnike, in pozabila si tudi na Sagija Lačiela. Ja, Lourde, imaš grdo navado, da pozabljaš na Izraelce. In prav tako kot tvoji rojaki na Euroviziji.
ko so začeli govoriti o zločinih, ki jih je Izrael domnevno zagrešil v Gazi. Medtem, ko so predstavljali izraelsko pesem, predstavili, počneš isto stvar zdaj, ker si ista smrdljiva antisemitska oseba, kot bi bila, ko je morala moja družina pobegniti iz Španije. Isti ljudje, ista stvar, ista grozna navada izključevanja in izpostavljanja Judov. Ja, to si ti, ni vsa Španija. Ampak zagotovo je velik del antisemitskih ljudi, kot je Lourdes Garcia Campos, kot so ljudje na Euroviziji, kot so glavni mediji in kot vsi levičarski bedaki, ki imajo radi Pedra Sancheza, največjega antisemita v Evropi. Torej, Lourdes Garcia Campos, trudiš se opravičevati. Ti si moj izmeček tedna. Jaz ne bi ločevala še bolj z vami. Ne, ker se ne zavedaš. Ja, ne, prav imaš, teden. In rekla bi, da bi bilo veliko slabše, če ne bi bili v etru. Prav. In zdaj očistimo svoje duše z dobrimi ljudmi sveta in ja, obstajajo veliko dobrih ljudi na svetu. In tega se moramo držati za naše upanje v človeštvo. Ja, Šošana, začnimo pri tebi. Zelo sem vesela, da imam ta teden to junakinjo, ker velikokrat, ko govorim o odraščanju v območju New Yorka, vedno rečem, da smo Italijani in Judi zelo podobni in smo se zelo dobro razumeli. In tako je Antoaneta Maria na Instagramu je Stella Rising. In ona ima takšen razred, veš, vedno je zelo urejena. In tudi, če je zunaj avgust, ima vedno svoj šal okoli vratu. Ja, ona je tista, ki mi je všeč. Poglej ta video. Poglej ta video. Ali spremljaš, kaj se trenutno dogaja v Virginiji s to prijazno gospo, ki ima salon za obrvi, pa je mislila, da bo bila prikupna in izkoristila Judinjo ter jo naredila za norca? Ne, draga, sama si se naredila za norca. Torej, ta ženska pride v njen salon, podpiše nekaj papirjev, da jo lahko snema. Vzame ji denar in potem jo malo spodbudi k pogovoru. Nato pa obrne zgodbo in ji reče: ne morem ti več urediti obrvi, moraš oditi. In ženska ugotovi, da jo snemajo. Prosijo: lahko prosim nehate snemati. Lastnica reče: ne, že si nekaj podpisala, lahko te še naprej snemam. In ne bom ti vrnila denarja, ker si Judinja. To je svet, v katerem trenutno živimo. Če pogledaš na koncu židovsko žensko, vidiš njen obraz. Spominja me na žensko ali moškega, ki je zlorabljen in išče način, kako bi pobegnila iz tega in kako je sploh prišla v takšno situacijo. Počuti se zelo ogroženo in želi ven. Tako je bila, mislim, da sem jo iskreno našla šele v zadnjih nekaj tednih. Mislim, da mama Doni res, ja, res. Ji gre še posebej na živce, ko so iz tistega zemljevida izpustili Little Italy. Reče nekako: oprostite. Opozarja na antisemitizem, ki ga opazi ne samo v New Yorku, ampak po vsem svetu. In samo zahvaliti se ti želim, ker nam to daje malo podpore in sreče ter mi nariše nasmeh na obraz. Rada te gledam, ko to počneš. In res nam veliko pomeni, da obstajajo ljudje, ki niso Judje, pa nas vseeno podpirajo. Tako da samo zahvaliti se ti želim. Imaš popolnoma prav. In res uživam, ko gledam, kako Italijani znorijo nad Mandanjem. Res ga sovražijo. In glej, Judje in Italijani so tisti, ki so zgradili New York. To so prvotni priseljenci v New York, ki so naredili New York takšen, kot je danes. In ta džihadistični socialist ga skuša uničiti. Ampak veš, če se zapleteš z Judje poskušamo biti neopazni. Italijani pa... Si videla, da je šel prejšnji teden na Staten Island? Izžvižgali so ga. Tako da me zabavajo Italijani, še posebej mafici. Madajno, s kom se pa ti zabavaš? In ona je ena izmed njih. Tudi jaz sem jo začela spremljati v zadnjih nekaj tednih, je fantastična. In uživam vsaki minuti. In Italijani imajo veliko šarma, res ga kritizirajo. In pravzaprav ga veliko ljudi iz temnopolte skupnosti tudi kritizira. Mandani. Začenjajo razumeti, kdo je on. Mislim, da vidijo, kaj se dogaja v ozadju. In očitno mi je nekdo drug povedal, da so Italijani tisti, ki imajo vse delavce za odvoz smeti v New Yorku. In zdaj ne pobirajo smeti samo, da bi Donija osramotili. In tako so imeli to veliko slovesnost. In očitno so bile povsod gore smeti. Ker Italijani rečejo: ja, se boste spravili na nas. Mi se bomo igrali z vami. Poglejte. Niso kot liberalni Judi iz New Yorka. Ne, oni z nami se ne hecate. Z nami se ne hecate in to mislijo resno. Ja. Emilija, kdo je tvoj junak ta teden? Vsak teden, ko sem doma, vprašam svojega partnerja Jozefa, koga naj spoznam. Kaj misliš? Koga naj naredim za junaka tedna? In prav vsak teden, brez izjeme, reče: naredi mene za junaka tedna. No, zdaj je končno prišel ta trenutek. Mislim, da sem pristranska.
Veliko stvari, ki jih počnem, je všeč, ampak zdaj mislim, da je resnična priložnost, da priznam nekaj, kar se mi zdi zelo junaško, s čimer se je soočil pretekli teden. Bili sva v Združenih državah. Sodeloval je v debati, ki je oblikovana kot 1:10, kar pomeni ena oseba, ki podpira Izrael, in 10 oseb, ki so proti Izraelu. In razpravljavci se izmenjujejo eden za drugim skozi več ur. Zdaj, eden od razpravljavcev, ki mu je ime Denis Fitoso, poznan tudi kot Def Noodles, je nekako pripadnik alternativne desnice. Mislim, da je nekak podcaster. Kaj? Popoln loser. Ja, popoln loser. Trdi, da zagovarja Ameriko na prvem mestu, kot sva govorili. Zelo, zelo skrajen in dejansko je bil izključen ali pa vsaj javno obsojen strani republikanske stranke v Kaliforniji, kjer živi, zaradi svojega skrajno desničarskega ekstremizma. Je grojper. Je zaveznik Nika Fuentesa in drugih neonacistov. Takšen je v javnosti. Prav tako je poskušal kandidirati za kongres, a je prišel le do predizborov, kjer je dobil manj kot 5% glasov. Kot sem rekla, poraženec. Kakorkoli, ta tip je šel gor kot eden izmed 10 debatnih udeležencev. Nihče ni vedel, kdo je. Niti jaz, niti Jozef nisva slišala zanj. Pravzaprav sem bila v prostoru, tako da sem to videla. In od trenutka, ko je sedel, je poskušal izvati fizični pretep. Ne vem, ali je mislil, da je dobra ideja izvati pretep z nekom, ki je bil prej v specialnih enotah Golani in se boril proti Hezbolahu v Libanonu. Ampak to se je izkazalo za zelo slabo idejo za malega Denisa. Najprej mu je, veste, izrecno grozil. Začel je vpiti, kako je Jozef genocidni morilec otrok, ki je bombardiral šole. Ne vem, če je ta tip sploh vedel, da je Jozef dejansko veteran IDF in sploh ni bil v Gazi v tej vojni. Ampak to ni bilo, veste, dejstva za te ljudi niso pomembna. Prišel je z namenom, ki ga je želel uresničiti. Očitno se je hotel fizično spopasti. Kakorkoli, poskusil je večkrat. Jozefa je napadel v 3 različnih primerih med celotnim snemanjem te debate. 2 od teh napadov sta bila posneta s kamero. Prvič je obšel mizo in poskušal, kot da bi hotel zadaviti Jozefa. Prav tako ga je ves čas poskušal fizično dregati in izvajal vse mogoče geste. In ko je Jozef rekel, tip, kaj pa delaš, zakaj bi se pretepal s tabo? Tukaj sem, da debatiram, o čem sploh govoriš? Odgovoril je tako, da je postal zelo, zelo jezen. Ga žalil z besedami, kot so prasica, in uporabljal še druge kletvice skozi celotno debato. Ter ga poskušal ustrahovati tako, da je kričal čez mizo nanj. Ampak stvar je v tem, da Jozef niti trznene, kot lahko vidite na posnetku, sploh ne reagira. Denis je zelo pocenil, s kom ima opravka na tem področju. Ampak razlog, zakaj je Josef Haddad moj junak ta teden, je neverjetna zadržanost, ki jo je pokazal skozi celotno to fiasko, ki je trajalo pravzaprav nekaj ur. Jozef ni reagiral, ni nasedel provokaciji. In tudi po drugem poskusu napada strani Denisa, ko je poskušal zgrabiti Jozefovo roko med debato, Jozef je poskušal umakniti svojo roko in na koncu potegnil celega Denisa, ki je visok več kot 180 cm. Čez mizo skoraj po nesreči udaril z glavo. In potem, ko je Jozef umaknil svojo roko, je dvignil roko, kot da ga bo udaril. In potem ga vidiš, kako se umakne in se zadrži. Torej je v tej situaciji zelo, zelo jasno, kdo je napadalec in kdo ima dejansko nadzor nad situacijo. Najbolj srhljiv del pa je, da je bilo to na koncu debate, več kot uro po tistem delu z Denisom. Ko je Jozef zapustil prizorišče, je Denis čakal zunaj na parkirišču kot srhljiv plenilec in takoj poskušal začeti še en pretep. Zdaj Jozef je šel mimo njega, ga ni opazil, ga ni skrbel za to in je začel snemati prizorišče, ter imel hrbet obrnjen proti Denisu, ki je nato prišel za njim in ga poskušal zadaviti. 2 različna človeka sta ga odmaknila in potem se je Jozef obrnil, a ni vedel, da so ga že odstranili. Toda Jozef se je obrnil in je v samoobrambi udaril tega Denisa. Zdaj je bila vložena policijska prijava. Preiskujejo. Upajmo, da bo ta oseba aretirana zaradi svojega nasilja. Ampak poglejte si posnetek. Sedi. Vstani, tukaj sem. Poleg tebe sem. Sem tik ob tebi. Tukaj sem. Lahko naredim, kar mi paše. Kaj se dogaja? Kako si? Fantje. Resno, nehajmo biti taki. Vzemite še prilogo. Ja, lačen sem. Ti prinesi. Nehaj, ustavi to, nehaj. Odnesi to. Hej. Fantje, tega ne smete početi. Prosim, ne snemaj videa. Prosim. Hej, noter si. Mislim, da ne. Ja, v takih prizorih je ohranila mirnost. No, hotela sem samo reči, da si ti druga neopevana junakinja te epizode, ker resnično bila si tako mirna, jaz bi paničarila.
Mislim, da bi paničarila. Paničarila in ti si bila zelo mirna. Snemala si, veš, mirno si odhajala ven, dajmo glasovati. Ampak resno, ta tip je velik gobezdač in jasno je, da sploh ne zna boriti. Vidiš, da je Jozef precej manjši od tega tipa, ampak vseeno se osramotijo. Skoraj čutim sram namesto njih. In moj najljubši del vsega tega je, da je potem še naprej poskušal upravičiti svoje dejanje na družbenih omrežjih. Sem rekla, no, Jozef se je hvalil, da ubija dojenčke. V njegovi glavi je vse popolna fantazija. Ampak recimo, da bi bilo res. Recimo, da se je to res zgodilo. Da je Jozef prišel noter in rekel, ja, ubijam dojenčke, sprijaznite se s tem. Kako ti to daje pravico, da nekoga napadeš? Točno tako. Ta ideja, da imaš pravico vzeti pravico v svoje roke, kot nekdo, ki ne spada med organe pregona, je nora. In normalizacija nasilja nad ljudmi, ker se z njimi ne strinjaš, kar v novejši zgodovini vedno vključuje Jude, je popolnoma nesprejemljiva. To je v nasprotju z vsemi zahodnimi vrednotami in zagotovo z vsemi ameriškimi vrednotami, ki jih imamo. In vsak, ki se imenuje domoljub ali Američan ali nekdo, ki mu je mar za te vrednote, bi ga moralo biti sram. Če je to vrstno vedenje tisto, ki ga odobravajo, ne glede na to, ali je usmerjeno proti Judom ali proti arabskim Izraelcem, ki podpirajo državo Izrael, ali komorkoli drugemu, s katerim se ne strinjate glede katerekoli teme. Ja. Amen. Mislim, da je politično nasilje ušlo izpod nadzora. Ljudje, in to je posledica izgube sposobnosti, da imaš normalen pogovor z ljudmi, ki se s tabo ne strinjajo. Kar izhaja iz kulture izključevanja, kjer zdaj ne morem komunicirati s tabo, ker se ne strinjam s tabo. Kot tista druga ženska z obrvmi. To je popolnoma smešno. Jozef je zagotovo junak. Zelo sem vesela, da so izraelski mediji to opazili in da je postal še večji junak v Izraelu. To si zasluži. In tudi ti si to zaslužiš, Emilija, dodala bi te sem v to kategorijo, ker iskreno, kako si ostala mirna, je res neverjetno. In ne vem, zakaj greš domov obiskat svojo družino v Kalifornijo in potem moraš to doživljati. To je smešno. V redu. Rutija, kdo je tvoj junak ta teden? Marko Rubio. Tajnica za igro ljubezen vsak 2015. To je tisto, kar pravijo dobesedno oboževalka Marka Rubija. Ampak tokrat bi rada govorila o nečem, kar je le posredno povezano s politiko. Prav. Dal je intervju s svojo ženo, to sem videla, podcast. In ko je prišla na vrsto tema Maha, naredimo Ameriko spet zdravo, in minister za zdravje, RFK Mlajši, ki je po mojem mnenju popoln fanatik glede vseh mogočih stvari, vključno s tem, da je velik nasprotnik cepljenja in podobno. Ampak to je njegova stvar in to je v redu. Veliko ljudi ima tako dieto. On verjame v meso in kislo zelje, po besedah Marka Rubija. Keto, ja, keto. Tako da Rubio pravi, v resnici, no, jaz odobravam Maho. In njegova žena je rekla, ne odobravaš. Ne odobravaš. Jaz to podpiram, ampak. In potem on reče, in ona reče, kaj misliš s tem? Ješ pop-tarts. In on je rekel, pop-tarts so. In če kdo v občinstvu ne ve, kaj je pop-tart, če slučajno niste Američan, to je neka vrsta ploščate nezdrave hrane, ki jo daš noter, je ploščata in kvadratna, oziroma ne ovalna, ampak podolgovata, in jo daš v toaster. In v minuti imaš toplo poslastico s sadnim nadevom. Izumili so jo leta 1964. Bila je popolna nezdrava hrana za zajtrk. In rekel je, da je to eden največjih izumov v Ameriki. Si zamahal? Jaz sem zamahal. Mislim, da bi morali biti ljudje zdravi. Mislim, da na koncu... Na koncu sploh ni. Kaj pa on je? Pop-tarts. Ne jem pop-tarts vsak dan. V redu, ješ sladkarije. Pop-tart je ena največjih ameriških inovacij v zgodovini sveta. Če pomisliš, pride v tej čudoviti folijski embalaži. Vse, česar ne bi smel jesti. Vsako posamezno stvar. Kot kaj? Kaj jem, česar ne bi smel jesti? Bolj kot sladoled, karkoli. Kot naprimer, kaj drugega kot sladoled. Karkoli, kar vsebuje sladkor, boš pojedla. In razlog, zakaj mi je to tako všeč, je, ker mislim, da ljudje vse jemljajo preveč resno. In on se je znal smejati samemu sebi, čeprav mu je žena govorila, veš, nisi zdrav. In tudi zato, ker je zdravje, moram reči, moda, kot vse drugo. En trenutek ne smeš jesti rdečega mesa, naslednji trenutek samo rdeče meso, potem so jajca slaba, potem so dobra, potem pa, ja, diete ali 6 veš, postenje, karkoli že je. Ja. In priznal je, da mu je všeč nekaj nezdravega, kar daš v toaster in je polno sladkorja. In mislila sem, da je to čudovito. Mislim, da je dejansko požel veliko občudovanja, ker je govoril o pop-tarts, ker ljudje res, ja, obožujejo to. In celo RFK Junior, moram reči, ga je zafrkaval.
Namesto, da bi se razjezil, sta se zbadala. Inteligenten moški, točno tako. Tako da mislim, da Rubio znova in znova dokazuje, da je to, kar je. Ne igra vloge kot J.D. Vance, ki si je ustvaril celo to podobo. Veste, on je to, kar je. On je dober človek, je prizemljen človek, je tudi izjemno pameten, izjemno produktiven, izjemno, veste, moder. In upam, da Amerika vidi, kdo v resnici je. Veste, Bela hiša mu je podarila ogromen plakat vseh memov, ki so na družbenih omrežjih, no, različnih. Obstaja meme z njim v vsaki vlogi. In vsi se norčujejo iz tega, kako Trump vedno kaže s prstom. 4 službe. Ja, da ima milijon služb. In tako je na vsakem memu v drugi obleki ali kostumu. In zdaj je tudi, veste, odhajajoči tiskovni predstavnik, karkoli že. Tako so naredili ogromen plakat z vsemi tvojimi memi, kaj ne? Zelo zabavno. No, vedno nam je všeč, ko je Marco Rubio junak, ker si to res zasluži. In mislim, da bo to zanj pravzaprav dobro, saj napovedujem, da bo morda do konca tega leta Kuba, komunistična Kuba, padla. In to bo nekaj, kar bo morda rekel. Prihaja iz kubanske družine. Veliko Kubancev zelo močno čuti, kako je komunizem v bistvu uničil državo, kar je tudi res. Upam, da bo to lahko doživel, da se bo ta krog zanj zaključil. In on je čudovit. Prav hvala, Ruti. To je res vreden junak. Ni prvič in ne bo zadnjič. Zdaj ostajam pri športu. Ja, najmanj športna oseba tukaj ostaja pri športu, ker sem vedno zelo ponosna, ko eden od naših športnikov, smo majhna država, nimamo neskončnih proračunov za treniranje naših športnikov. Pravzaprav je včasih kar žalostno, kako premalo vlagamo v naše športnike in glasbenike. Ampak je čudovit etiopsko-izraelski tekač po imenu Gashau Ayali, ki je osvojil zlato medaljo na Evropskem prvenstvu, atletsko prvenstvo. In zmagal je, ter svojo zmago posvetil svoji državi, ker je tako velik domoljub. Poglejte to. Najprej želim povedati hvala izraelskemu narodu, da ste nam dali priložnost, da vas dostojno zastopamo, in to je za nas velika čast. Osebno sem zelo vesel, da mi je uspelo osvojiti še eno medaljo na Evropskem prvenstvu. Svojo medaljo bi rad osebno posvetil vsemu izraelskemu narodu. Zelo vas imam rad in se vidimo naslednje leto. Tako da, veste, podpiramo naše športnike. Po svetu nam prinašajo izjemno spoštovanje. Soočeni so z res težkimi pogoji, se jih včasih izžvižgajo, ko pridejo ven. Soočeni so s stvarmi, s katerimi se nihče drug ne sooča. Enako velja za naše pevce na Evroviziji. Enako velja za naše športnike po vsem svetu. Prejšnji teden smo imeli prvakinjo v judu, neverjetno mlado žensko. In danes še posebej sem ponosna, da gre za etiopsko-izraelko, za naše manjšinske skupnosti v Izraelu, na katere smo izjemno ponosni. Gashau Ayali, ti si moj junak tedna. Videla sem to na Instagramu in bila sem tudi zelo ponosna. Res je bilo. Res lepo videti. On je osvojil zlato. Neverjetno je. Veš, kaj mislim? Osvojil si zlato. Halo, zelo težko je iti tja pred množico, s toliko pritiska. In smo majhna država. Veš, v resnici bi spodbudila vse te ljudi, ki nadlegujejo, veš, na ključne Jude po svetu in na ključne Izraelce na počitnicah. Pravzaprav jih spodbujam, naj gredo nadlegovati izraelsko judo ekipo. Ja, še posebej ženske, vidimo jih. Pojdite za njimi, tiste ženske, ki trenirajo. Naslednjič, ko gre Jozef kamorkoli, bomo poslali judaše v akcijo. Halo? In skupaj z Italijani v New Yorku. To bi bilo super. Gremo. Mislim, ja, res lahko ustvarimo množico, ki se lahko kosa s katerimkoli od teh luzerjev z modrimi lasmi. V vsakem primeru smo uživali, ko smo vse to razčlenjevali z vami. Molimo za mir. Molimo, da se naši ranjeni vojaki pozdravijo. Molimo za družine, ki so v tej grozni vojni, ki je nismo začeli, izgubile svoje otroke. Upamo, da se vidimo naslednji teden. Najlepša hvala, ker ste gledali.